Pozdravljeni. Verjetno ste mislili, da je vrholovec zaspal. Nikakor. Vzeli smo si le kratek premor, zdaj pa smo si zavezali pohodne čevlje in se vračamo na planinske poti. Tokrat osvajamo Štajerski Triglav. Ne, nismo se zmotili. Donačka gora si je ta vzdevek prislužila zaradi svojih 3 vrhov, ki jih lahko vidite za menoj. Pridružite se nam na poti do vrha. Za izhodišče smo izbrali Rudjev dom, od koder nas čaka približno uro hoje do vrha. Ob poti bomo odkrivali zanimive zgodbe, čudovito naravo in izvedeli, zakaj ima ta gora posebno mesto v zgodovini slovenskega planinstva. Gremo! Prva markacija je za nami, kar pomeni, da ni več poti nazaj. No, je, ampak mi gremo proti vrhu. Ste vedeli, da je bila prav na Donački gori leta 1853 urejena prva označena planinska pot v Sloveniji? Že več kot 170 let pohodnike proti vrhu vodijo markacije. Upajmo, da bodo tudi nas. Kam zdaj? Glej gor. Aha, tu je lahka pot za 45 minut. Tu pa je težka pot za 1 uro in 10 minut hoje. Raje bom izbrala lažjo pot, ker nimam toliko kondicije. Vstopili smo v naravni hladilnik. Severno pobočje Donačke gore skriva zaščiten bukov pragozd, kjer narava že desetletja ustvarja po svojih pravilih. Tukaj drevesa padajo, nova rastejo in človek je bolj gost kot gospodar. Samo tiho bomo šli mimo in občudovali to lepoto narave. Sprašujem se, koliko je stara ta bukev. Mi jih pomagate prešteti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mislim, da bom s štetjem izgubljala čas. Čaka me vrh.
Res uživam pri hoji in zraven še poslušam petje ptic. To je lepo. Na pohodih vedno srečamo pohodnike, ki jih ne poznamo, a vedno se pozdravimo. To nam potem res da dobro voljo in energijo, da nadaljujemo s hojo. To je spominska plošča za doktorja Ernesta Fröhlicha, ki je prvi naredil markacijo in izboljšal pot do vrha Donačke gore za zdraviliške goste iz Rogaške Slatine, da so se malce sprehodili do vrha. Zato so mu, v zahvalo, naredili to spominsko ploščo. Končno vrh. Pa prelep razgled je tu. Smo že na vrhu in od izhodišča do sem na vrhu smo porabili skoraj 1 uro hoje in premagali 300 metrov višinske razlike. Ob poti so samo drevesa, ni sonca, da bi se mučili ob vročini. Pot je sicer lahka in primerna za vse, za starejše, mlade, otroke, živali. Zdaj si bom vzela čas, da si malo odpočijem in uživam v razgledu. Tu je nekdaj stala cerkev svetega Donata. Leta 1741 so se romarji udeležili maše v cerkvi. Vanjo je naenkrat udarila strela. Umrlo je 59 romarjev. Cerkev je bila uničena. Kasneje so se odločili, da spodaj postavijo novo cerkev in v spomin so postavili kamnit križ. Donačko goro so poimenovali po svetem Donatu. Poznamo pa tudi mineralno vodo Donat. Verjetno ste pomislili, da ta izvira iz Donačke gore. Ne, izvira iz Rogaške Slatine. Donat pa so jo poimenovali zato, ker leži v bližini Donačke gore. Dodali so še Mg za magnezij. Ste kje videli to rastlino tukaj? Jaz je ne najdem. Imenuje se Juvanov netresk. Raste samo tukaj, nikjer drugje v Sloveniji. To je posebna rastlina. Kje raste, pa ne vem. Vprašala sem nekaj ljudi, pa so rekli, da za to ve samo par ljudi in tega ne želijo izdati, zaradi bojazni, da jih ne bi pobrali. Zato pa, če jih že vidite, jih samo občudujte z očmi, fotografirajte in pustite v naravi, ko greste domov. Ne trgajte jih, jaz jih bom pa še naprej iskala.
Verjetno je tole? Poglej. Ni. Videti je, da ni. Zdaj grem nazaj h koči. Tam bom nekaj slastnega pojedla. Kaj bom pa pogledala tam? Gremo. Našo dogodivščino zaključujemo z domačo kuhinjo in nasmehom. Če vas zamika, le obujte pohodniške čevlje in tudi sami osvojite Donačko goro. Mi pa se kmalu vrnemo v novi oddaji Vrholovca. Dober tek.